Je bilo zelo zapuščeno, niti se ni videlo, kje je. Kupili smo od župnije Dobrnič. Kot vidite, ta stari del smo ohranili, kar se je dalo. Tu smo malo povečali, da je lahko uporabno. Imamo noter delavnice, na vrh imamo prostor za sestanke, dol spodaj je pa klet. In smo tudi vse hranili, kar se je dalo. Poleg tega imamo pa tudi tako prireditveni prostor, imamo tudi razne prireditve. Potem dol imamo nasajeno liško, mi smo ga imenovali, v bistvu je cvičkova brajda, ampak mi smo jo imenovali liška brajda, je vsa trta posajena za cviček. Mislim, tako vse sorte, dan se cviček naredi. Imamo tudi le spodaj zeliščne vrt, to je vesele, tisti, ki se rad ukvarja z zeliščem. Imamo posajene tudi velike sivke, kuhamo hidrolate, tudi olje pride nekaj iz tega, v bistvu za naše zadovoljstvo. Imamo pa tudi posajeno šmarnico, ker leta 2019 smo dobili sredstva iz evropskih sredstev, smo kotu kupili in ta projekt se je imenoval Zdravo z naravo in smo vključili tudi ta trto šmarnico. In je bila izdelana tudi takrat knjiga s pomočjo Fakultete za kemijo in tehnologijo Ljubljana pod sodno kontrolo. V glavnem rezultati so taki, da šmarnica ni škodljiva, če se kletari po sodobnem kletarjenju, tako kot se zdaj kletari. Celo ima neke zdravilne lastnosti. Imamo tudi to knjigo izdano. Predlanskem smo izdali tudi knjigo z naslovom Glede na temo, ko se spreminjajo te Vinilske gorice, vestiž čistega vinogradništva, kot sem že prej povedala, v glavnem kot po vzorcu naše gore, ampak se v teh drugih gorah, teh Vinskih goricah, v našem okolišu iste stvari dogajajo, da se spreminja iz čistega vinogradništva. Drugače pa v naši gori ni nobenega vinogradnika, da se bi z vinarskim ukvarjal, zato ker je zelo hribovito in kamnito, tako da v bistvu je sam ljubitelji smo za svoje potrebe, pa če še kaj ostane, pa še kaj damo. Tako da tudi njivni, tako da če je vinograd ali vrtiček, če imamo, kaj več pa ni primerno. Veliko je zaraščenega, se vidi, včasih je bila ta gora čist poraščena, mislim, čist zasajena, cela gora je bila vinogradina. Je bilo pa tako, ta gora je bila recimo za ves ta okoliš in v času Marije Terezije je bila ta gora razdeljena na 4 dele in ima ta gora tudi 4 vhode. Če ste bo kdaj hodili, imate te znake. V glavnem, en vhod ima krajevna skupnost, ima zgornja četrtina na levi strani, spodnja četrtina ima selo Šumberk krajevno skupnost, potem na desni strani, če gor gledam, ima Žužemberk v svoj vhod, zgornji del ima pa Dobrnič, tako da imajo še zdaj ti domačini, kateri ni prodal, pa še zmeraj lastniki iz teh krajevnih skupnosti.